Nova Opel Astra je dobila še svojo drugo polovico, morda celo boljšo polovico. To je namreč njena druga karoserijska različica, Opel Astra Sportstourer oziroma karavanska Astra. Predlagam, da preverimo, kaj prinaša, obenem pa tudi, kako ta avtomobil v tej zadnji Oplovi eri sledi svojemu poslanstvu. Skoraj bi lahko dejal, da je Opel Astra in Astra je Opel. In v karavanski različici to velja mogoče še malo bolj. No, to pa je zelo močna trditev. Sploh danes, ko vemo, da so na trgu pravzaprav primat prevzeli razni SUV-ji oziroma križanci. Ampak k tej trditvi se vrnemo ponovno v nadaljevanju naše tokratne zgodbe. Astra v sebi združuje vse, kar Opel je bil in kar danes želi biti. Nemški izraz menšlich je tisti, ki ga velikokrat povezujemo z blagovno znamko Opel. Menšlich oziroma človeški, ljudski, torej za ljudi, pa je bil tudi neposredni predhodnik Astre. Takrat se je Oplov avtomobil tega razreda še imenoval Kadett. In ker letos ravno mineva točno pol stoletja od njegove uradne predstavitve, je najbolj primerno, da se v iskanju naših usporednic in primerjav morda tokrat opremo na zelo priljubljenega in ljudskega Kadeta C. Kadett fahren, ohne Kompromisse, denn jetzt gibt es für jeden einen Kadett. Das Coupé, den Caravan, die Limousine und neu den Kadett City. Opel Kadett, für jeden das richtige Auto. Že ta, tretja generacija povojnega Kadeta, je bila torej na voljo v številnih karoserijskih izvedbah, kot limuzina, kupé ali karavan, pa še v nekaterih drugih. Ta avtomobil je bil priljubljen zaradi prepričljivih voznih lastnosti, pa tudi kakovostne izdelave, poceni vzdrževanja in svoje praktičnosti. Pa si en čudovit primerek oglejmo od blizu. Ta avto je Kadett, model C, ki se je proizvajal od leta 73 do 79. Je v originalnem stanju, ima 41.000 kilometrov. Od barve do oblazinjenja in vse je še v originalnem stanju. Ima motor 1200 S, čisto osnovni model. Ena posebnost pa je pri tem avtu, da ima avtomatski menjalnik, ki za tisto obdobje je bil nekaj popolno novega. Ne? Kaj je Kadett pomenil v tistih časih? Kadett takrat je bil že bi rekel, višji razred, ne, za takrat. V glavnem takrat so bili fičkoti. Prvi lastnik je ta avto naročil. Po naročilu je bil invalid, zato je tudi naročil avtomatski menjalnik. In avto je vozil ob nedeljah, so rekli takrat, da ta avto ni videl dežja. Zato je tudi tako ohranjen, ne, ker drugače ne bi, sigurno bi bil kaj rjav pa kaj. Ne. Ampak načeloma v Nemčiji je pa bil zelo ljudski. Tam je bil pa eden od cenejših avtomobilov, sigurno v Nemčiji. Ne. Je bil pa ta prav verjetno narejen za jugoslovansko trg, ker je oskubljen čist vsega. Ne. Takrat je uvoznik je bila Avtotehna in to si moral dosti naprej naročiti, vplačati. Kaj dosti ni bilo za zbirati barve, pa to, kar si dobil, pa si bil vesel, da si dobil. Ne. In če si imel srečo, si dobil kakšno zanimivo barvo, če ne si dobil pa kakšno drugo. Takrat, če si ga kar dobil, če si govorimo o letih med 70 in 80 plačal, pol kasneje pa se ga sploh ni dalo dobiti. Če nisi imel kakšne veze, ga nisi dobil. Ne. In recimo, če si prodal avto leto, dve starega, si lahko kupil novega, če si imel možnost, cenejš, ko si ga prodal. Ne. To je bolj zanimive stvari. Je imel ena oblika malo drugačna, takrat bolj moderna in zgleda, da je ljudem je bil všeč. Pa so ga kar imeli, čeprav
Tisti, ki se je malo več privoščil, je imel ene modele, ki so bili še malo boljši od tega. Ne? Do 1.9 so imeli tudi motorje noter. Ne? Se je dalo tudi že kakšen reli voziti s temi, ne? Ker so bili avti prirejeni tudi za reli. A so ti avtomobili takrat veljali kot zanesljivi, tehnično zanesljivi? Ja, zelo. Ti motorji so bili neuničljivi. Jih kar dosti na cesti, še zdaj vidiš. To je majhen motorčik, ne? Mehaniki niso imeli problema. Ni kot zdaj, ko je vse napolnjeno, cel prostor, to je bilo okoli kar dosti. Je imel dosti prostora za priti do njega. Pravi, tukaj ni bilo problem tudi kakšen večji motor noter slačiti. 1900 od rekorda je bil tudi noter motor, pa 1500 se mi zdi. Tudi 1000 je bil motor, je bilo več tipov. Vsi modeli so imeli prtljažnike velike, zato sem posebno te kadeti, pa tudi prej B, pa naslednik tega, karavani na našem področju in Brda, Vipavska dolina so te kmeti ga imeli zelo radi za prevoz sadja, pa te zelenjave, pa vse te, tako da so bili zelo pogosti avti. Ok, se pravi, zdaj imamo upravka z avtomatikom. Starim avtomatikom. Aha. Kot v običajnem sodobnem avtomobilu pristavimo D in gremo. Pa se zelo lepo prestavi, zelo mehko. To je res občutek, kot da bi vozil nov avto iz tistih časov. Veliko je vzporednic med kadetom pa Astro. Na drugi strani pa ne morem, da ne bi omenil, da se je vseeno avtomobilski trg spremenil in da danes velik del avtomobilskega trga pripada različnim oblikam crossoverjev ali SUV modelov. Še vedno pa je v Sloveniji skoraj petina vseh avtomobilov tako imenovanega kompaktnega segmenta oziroma C-avtomobilski razred, kot mu radi rečemo. In precej kupcev je, ki prisegajo na to karoserijsko različico zaradi njene praktičnosti, uporabnosti, tudi zaradi vozniških izkušenj. Zelo radi rečemo, da so Opelova vozila tako imenovan autobumperov. Bolj čvrsto nastavljeno podvozje, večplastna stekla, ki dušijo hrup, udobni AGR sedeži, razmeroma nizek količnik zračnega upora in številne možnosti različnih pogonov nagovarjajo tudi k bolj zahtevni uporabi oziroma uporabi, ko bomo s tem avtomobilom delali tudi več kilometrov od povprečja. Astra je bila doslej zelo priljubljen in zaželen avto v poslovnih flotah. In tudi tu ni naključje, da zelo pogosto v inačici Sportstourer. Praktičnost, uporabnost tega vozila je seveda tista, ki je pretehtala. Pa poskusimo podkrepiti te navedbe. Tale registrska tablica je pri karavanski Astri v primerjavi s kombilimuzinsko prestavljena na sama prtljažna vrata in tako omogoča, da je tale nakladalni rob prtljažnika nižji. No in ko odpremo prtljažna vrata, dobimo skoraj 600 litrov uporabne prostornine in pa meter dolžine in širine, ki sta namenjeni prtljagi. Za nameček pa prtljažnik postreže še z nekaj uporabnimi rešitvami. Recimo dvojno dno lahko takole preprosto fiksiramo pod kotom 45 stopinj in pod njega pospravimo prtljažni rolo. Ta praktičnost in uporabnost bo vsekakor lahko nagovorila poslovne uporabnike, pa tudi prostorsko zahtevnejše družine. Ampak zdi se, da Astra v tej zadnji generaciji veliko stavi tudi na svoj dinamičen dizajn, torej na čustva. Tako ta avtomobil morda danes zelo dobro sledi Opelovi zapuščini, ki je zdaj že kar oddaljena, oziroma predstavlja njegovo bistvo. Prav ta tip avtomobila je namreč tisti, pod katerega se v resnici Opel najlažje oziroma najbolj z veseljem podpiše. Tudi v dobi, ko deluje v okviru širše skupine avtomobilskih proizvajalcev. Avto deluje nemško, avto je načrtovan v Nemčiji, avto je tudi izdelan v Nemčiji, prihaja iz Rüsselsheima. Lahko rečem, da pravzaprav bolj nemška Opel Astra pravzaprav že nekaj generacij ni bila. To, da je sestavljena s koncernsko tehnologijo,
Mislim, da je tukaj samo pravzaprav prednost, da lahko v ta avto vgradimo stvari, ki jih, če bi Opel vse to rabil razviti sam, ne bi mogli ponuditi strankam. Mislim, da je avto na nek način podoben svojim sorodnikom, ampak tudi značilno drugačen. Mi pa se tudi sprašujemo, kako bo to vse skupaj sprejel slovenski trg. Opel Astra je namreč pri nas tradicionalno zelo močno zasidran model. Oplovih vozil je ta trenutek na slovenskih cestah dobrih 80 tisoč in od tega približno 30 tisoč Oplovih Astar. Mislim, da je 7. najbolj pogosti avto na slovenskih cestah ravno Opel Astra. Tako kot za večino avtomobilskih modelov, tudi za Astro danes velja, da je njena oblika bolj standardizirana oziroma da ni več na voljo toliko različic. Športne navdušence bo tako tokrat poskušala zadovoljiti priključno hibridna različica, različica GSE, ki lahko mimogrede na elektriko po tovarniških podatkih prevozi do 60 km. No, je pa to le ena izmed pogonskih opcij. Poleg priključnega hibrida bo Astra na voljo tudi z bencinskim, blagohibridnim, benzinskim, dizelskim in tudi povsem električnim pogonom. Katera izbira v tej najširši ponudbi doslej bo torej najbolj nagovorila slovenske voznike? Skoraj prepričan sem, da še nekaj časa verjetno bencinska. Tudi na splošno v tem segmentu bencinski modeli ta trenutek prednjačijo, približno 45% vseh vozil je bencinskih. Presenetljivo, v tem segmentu se proda še vedno dobra petina tudi dizelskih motorjev, ki so morda malo padli v nemilost pri nekaterih uporabnikih. Elektrika tam približno 6–6,5% in skoraj bi si upal trditi, da se bo izbor tudi pri naših kupcih vrtel dokaj podobno.